Ampak založbe pa po mojem niso bile najbolj Ne, noben. ne? To noben je hotel povohati. To so hodili tipi, ta ženska, njihova menedžerka je organizirala masovna poslušanja plate. To je bilo 3 skupine na dan, poln studio, se pravi, nekaj prepeljala, so se noto sedeli, nafilali in potem sem ta album playal iz unih datov še takrat, ne? In to so pač ljudje poslušali in so se pač menjavali, vsak je imel neko svoje mnenje, ampak to noben založnik ni hotel povohati. Bilo je v bistvu, da to, kdo bo to kupil, kdo bo to muziko poslušal, ene prebal, da bi bilo ful boljše, takrat so imeli od rođendana do rođendana Plavi orkester, ne? Da so mladi fanti, naj probajo nekaj v tem smislu Plavega orkestra narediti. To so bili taki komentarji. Ne? Skratka, noben ni to verjel. Ljudje, ki so bili v poslu takrat, je bilo ono, da če bi šli kasete tiskati, ne? Še v kasetah so se eni pogovarjali takrat, ne bi prodali več kot 200 kaset, to ne bo noben vzel, skratka. Ne. To je bil tisti respons. Pa so se pa najdeli neki ljudje, ki so imeli pa pač drugo perspektivo, oziroma ta ženska je najdela, ta njihov menedžerka, ne vem točno, kako je pol potekalo. Ampak noben od teh slovenskih založnikov ni hotel to vzeti. No, pa ne povemo, da je to postala platinasta plošča, ne? Zihar, ja. In je to v bistvu neke vrste mejnik v slovenski rock sceni.